trener, ki je Ankaran poživil in ga hitro odpeljal v prvo ligo. Tole je priložnost za Ankaran, strel mimo desne vratnice. Takole videl je, da je nekaj več prostora na desni strani, ampak tudi, če bi ta žoga letela v okvir gola, mislim, da bi Elvis Džafić tole žogo lahko nekako uspel ohraniti v svojih rokah. Sedaj na drugi strani priložnost za Triglav, Luka Majcen do strela. 8 nogometašev Triglava je samo v tem poletnem prestopnem roku dobilo nove pogodbe. Tole je sedaj morda priložnost za Ankaran, na koncu je žoga zletela mimo vrat. Zgornja povratnitev, sedaj priložnost za Ankaran. Tule se je dobro tresel svojih branilcev, Kidrič na koncu pa zapravil priložnost. So povsem padli in razočarali tudi v Evropi v letošnji sezoni. Morda sedaj priložnost za Triglav, Krcič po desni strani. Krcič s predložkom na bližnjo vratnico, Poplatnik strelja mimo vrat. Kako si zgolj temnili oči pred kruto realnostjo, pa že da se bodo postavili morali boriti tam nekaj za 6. 7. mesto. Še ena priložnost za Ankaran, strel proti vratom, Elvis Džafić brani. Denimo Gal Primce najprej v 16 oziroma v 18. minuti streljal mimo vrat, potem takoj na drugi strani Luka Majcen v blok. Tole je sedaj priložnost Luka Majcen. Tole je sedaj priložnost. Živahnosti Kidrič, kakšna napaka v obrambi Triglava, na koncu pa Kidrič prihaja do zaključnega strela, katastrofalno je tole posredoval Gvardjančič. Poplatnik pa spet Krcič. Po mojem mnenju, pogledajte tole potezo Krciča, lepo Krcič, Bukara. Gostovanje in domače tekme nekako razdeljene na dva dela. Tole je sedaj priložnost Luka Majcen, lob, strel in mimo vrat. Še ena podaja, tokrat Kuharja, tole je priložnost, zopet mimo vrat. Rade Obrenović podaljšal tole srečanje, še dobri 2 minuti upanja, tako za eno kot tudi drugo ekipo. Bukara, izvajalec tega kota. Bukara, priložnost, brani pal in potem še prečka. Naporna je bila, naporna nam je že nekaj časa, tako da pravim, moramo biti zadovoljni. Če pogledamo situacijo na igrišču, se je razvijalo na našo in na njihovo stran. Moji fanti so, vidi se, dokaj utrujeni, preveč kilometrov smo naredili v kratkem času, tako da mislim, imeli smo dobre šanse, lahko bi povedali, lahko bi tekmo spravili v svoj prid, ampak na koncu smo imeli tudi Triglav ima svoje šanse, mislim, da je realno na koncu. Rezultat neodločen, moram čestitati fantom za pogumno igro in gremo dalje. Taktično, videli ste sami, da je taktično in tehnično še veliko primankuje. Večina igralcev je prišlo, ni bilo dobro pripravljenih, nekateri tudi niso igrali v teh ligah. Domači so se zborili za to, mogoče 1-2 igralca, ki so že nastopili v prvi ligi, vsi ostali so nekaj šepali ali so celo pauzirali, kot je na primer Emir Dutović, ampak delamo na tem, da razvijamo našo pravo sliko. Najbolj bomo poiskali še kakšnega igralca, da nam osveži zadevo, da nam je lažje tudi v sredini, da malo igra steče, malo bolj tekoče, ampak za prvo tekmo gremo naprej, čaka nas dolga pot in gremo na novo tekmo. Mislim, da težka tekma, prvo kolo, vse ekipe se še ne vejo, v kakšni formi so. Fanti so dali vse od sebe, jaz jim čestitam, mislim, da smo bili predvsem drugi polčas boljši nasprotnik, tako da žal svojih priložnosti nismo realizirali, ampak videl sem dosti dobrih stvari, nekaj napak, ki bomo morali odpraviti, ampak prva liga je vseeno drugačna kot druga in jaz sem s točko zadovoljen. Ja, mislim, da ko smo začeli igrati z dvema napadalcema, smo bili bolj nevarni, smo ustvarili več pritiska na njihovo zadnjo linijo
sem bil zadovoljen, tako da prvi polčas smo res igrali proti vetru, je pač oviral, ampak Ankaran je tudi dobra ekipa, da tudi oni so dali vse od sebe in pač v prvi ligi ni lahkih tekem.